In Tomaža ni danes, Matej in Marko so tukaj, zdravo. Zdravo. Pozdravljeni v totem studiu, pa tudi, da vklopim vse mikrofone, Runner, pozdravljeni. Hello. Bravo. Torej, Neli, Dominik, sem rekel, da te bom na novo klical, zato ker ne vem točno, kako se naglasi tvoje ime, tako da Dominik, Marko in Tadej so tukaj, pozdravljeni. Še enkrat v totem studiu. Najprej vam seveda čestitamo za nagrade na Melodijah Morja in Sonca, kjer ste nastopili z vašo novo skladbo Valovi, ne? Tako. Okay. Dajte se sami pohvaliti, kaj točno ste dobili in zakaj. Ok, kar prepuščam besedo fantom, ker je dosti nagrad. Zdaj sklepamo, da vemo točno, kako se reče. Se pravi, najprej smo bili kot bodočnost v bistvu povabljeni na Melodija Morja in Sonca, tako da ena nagrada je bila pač za bodočnost. Okay. Druga nagrada pa je bila nagrada Danila Kocijančiča, to pa je v bistvu idejni vodja bil Melodija Morja in Sonca, ki pa je v bistvu nagrada za najbolj perspektivno skupino v bistvu na glasbeni sceni, kar je v bistvu velika pohvala, ampak hkrati tudi velika odgovornost. Ja, ampak najprej morate se malo v tej hvali noter, se morate malo dobro počutiti. Ne? Ni treba takoj se sekirati za naprej, ne? Da je zdaj, pa moramo, bi rekel, da smo dobili pa... Ja, ampak malo nas zvija noter, ne, vseeno, ampak vseeno v takem dobrem, ne, ker imamo še ful stvari pripravljeni in kome čakamo, da jih bomo pokazali. Tako da, če smo to dali, to pomeni, da nas bojo spremljali, ne. Jaz sem tudi prebral citat strokovne žirije, ki so zapisali za vas: s takšnim avtorskim potencialom imamo v Sloveniji lepo prihodnost. Ni to nekaj svetovno, no? Hvala lepa. Ja, hvala lepa. So se vam orosile oči, ko ste to slišali? Ja, definitivno, mislim, pač karkoli smo dosegli do zdaj, smo naredili zdaj kot band. Nam je vedno malo tak pri srčku, vedno. Je toplo, ne? Ja. Ja, ful smo hvaležni, orosile so se nam oči in špegli, tisti, ker imamo špegle. Res to, kaj delamo, res delamo iz srca in se vidi, da je nekako poplačano tudi z temi nagradami. Sicer ne ciljamo ravno na nagrade, ampak ful smo hvaležni na vse, kar nam prije nasproti. No. Ne samo, da se vidi, absolutno pa se sliši skozi vašo glasbo, tako da čestitke, res pohvalna še enkrat. Sem poslušal vašo novo skladbo Valovi, super, mi je všeč, gledal sem tudi video spod zraven in mi je cool, da je tako preprost, je, ne? Ja. Ena soba, projektor, tekalna steza, to je to. In me zanima, ne, je to bilo last minute, kaj te najzaj, bomo nekaj naredili ali je pač bil osnovni plan, dajmo narediti tako, da bo simple? Ja, definitivno je že odprej bilo pač dogovorjeno, da video bo, itak. Ampak ciljali smo na neko preprostost, na minimalizem, ker tudi pač kot band smo, tako kot ljudje smo tudi pač takšni. In se nam zdi, da pač je video spot dobil, oziroma da je pesem dobila primeren video spot, je pa definitivno bilo last minute. Povem pa, če je bilo last minute. Se mi pa zdi, da sta Klemen Golob in Ema Širec naredila svoje, da ni izgledalo last minute. No ja, vrhunsko je izgledalo. Ampak od kje je ideja za tekalno stezo, Tadej? Izvoli. Tekalna steza je bila pač v bistvu ideja producenta in režiserke, rabiš nek ta element zabave, da se ljudje vživijo, prepustijo, da zidovi padajo, ne? Mi smo tam, to je bilo v mansardi, v industrijskem objektu gori, na face vročini laufali in šprintali po tej tekalni stezi. Torej ste malo zašvicali tudi? Ni nam bilo povedano naprej, da bo tam tekalna steza, ne? Da bi jaz premislil mogoče, ne? Ja, dobro. Se pripravo. No, načaloma jaz sem vedela, ampak... Nisi povedala, ne? Pametno. Je pa to, samo da omenim, že drugi spot, ki smo ga delali zdaj za Klemnom, ne? Tako da zelo radi v bistvu z njim sodelujemo. Tudi že pri prejšnjem komadu Ti si sve, ki smo se malo poigrali s tem, da gremo tudi na Hrvaško. Je v bistvu zelo dobro zastavo, tako da v bistvu zelo radi delamo z njim, no, in ga moram ful pohvaliti, ker je izkazal se, no. Bravo, Klemen. Ja. Evo, rešeno. Neli, bral sem tudi, da si tik pred snemanjem spremenila vokale in besedilo za celo pesem. Zakaj in kako je to mogoče in mislim? Ja, saj, pač takšen dogodek, takšna situacija je meni osebno že dostikrat znana
Tako da pač ni mi bil všeč komad, kak je bil. Tisto pač, imeli smo že ene vrste narejen demo in smo imeli malo pač pogovora med bandom in meni osebno ni mi pač timalo kak komad. Okay. Meni je bilo tako, nekaj drugega mora biti. In se strinjate, zdaj boljše? Stokrat boljše. No, Stokrat boljše. Pač sem si vzela 2 dni, pa capa, pa šla. Majstrica. Ja. Zrihtala na novo. Ampak last minute. Last minute. Okay, z mano tukaj tudi Matej Regent, radijski posebnež naš. Ima tudi eno vprašanje za vas, izvoli. No, ko smo ravno pri besedilih, me zanima, če bi lahko vašim poslušalcem pustili eno sporočilo v neki časovni kapsuli, ki bi ga prebrali šele čez 50 let. Kakšno bi bilo to sporočilo? Na splošno ali povezano z valovi? Na splošno? Kakorkoli? Jaz bi rekla, čim manj se sekirati, ker... Oziroma, ne. Actually, Pune se sekirati. Linex je vedno odgovor za nervozo. In če se odpravljate na MMS, Linex in takoj morje potem. Ampak, ja. Pametno sporočilo. Ja, tako da res, čim manj se sekirati, čim več pokazati, da se imate radi, pa ker hitro pride pač zdravje, hitro prije naprej. Hitro. Tako da čim manj se sekirati, uživati, kar gre, pa biti v bandu. In s tem, ko je zdaj povedala Neli, moramo lepo zavrteti pesem, Valovi pa se slišimo čez 3 minute in 41 sekund. Valovi in Runner na Totem radiju. V Totem studiu pa Neli, Dominik, Marko in Tadej z benda. Zdravo. Zdravo. Servus. Pa Matej je tudi tukaj. Zdravo. Lepo pozdravljeni. Super komad, fajn je, začne se tako na nežno, na koncu pa ga vseeno malo nažgete, ne? Da lahko poleg muvaš. Vse vedno je vsak naš komad, tako se... Ja. Lepo. Lepo je tudi prebrati, da je za vami nekaj super koncertov, Svido Lent, Kino Šiška, Križanke, mnogi drugi, tako da čestitke. Ampak zdaj me zanima, kaj je zdaj čez poletje pauza, greste kot band skupaj na Pag, recimo, Tadej? Bili smo lani februara na Pagu, ampak tako smo naredili neke demote, pa to, ki jih zdaj slišimo že. Naslednji špili so ta soboto v Velenju, MC Plac ob 9. Pa kar bi še rad izpostavil je 5. september v Lenartu na Poleni Putafest. Ok, torej to še je zdaj zadnji, recimo pred poletjem koncert, ali mislim, imate potem pauzo, ali kako je stanje? Pauze ni nikoli. To so, bom rekel, zdaj ti koncerti, ki so v najbolj bližnji prihodnosti. Če bo karkoli prišlo, jaz bi povabil ljudi, da nas spremljajo na socialnih omrežjih. Runner.band. Tudi spletno stran imamo svojo. Res? Ja, runner.si. Ok, kaj imate gor? Stare igerce tudi pa to? Vse. To še pride. Okay. V bistvu igre 1, 2, 3 na novo naredili. Fantastično. Ok, kdaj pa še lahko pričakujemo kaj več nove glasbe, Marko? Ti si baje odgovoren za to? V bistvu delamo že na čist novem komadu, ki se ga že zelo veselimo. Igrali smo ga že kar nekajkrat živo, tako da ga lahko slišite tudi še zdaj v Velenju, v Velenju. In pa potem tudi na Putafestu in kmalu bomo šli snemati tudi vokale in Neli se tudi že po mojem kar pripravlja na to, tako da počasi bo. Da kdaj ciljamo, ne vem točno zdaj datuma, ampak... Ok. Pa po moje kakšen september, oktober. Razen, če si bo Neli premislila, pa bo spet zbrisala. Last minute bo izboljšala pesem, to more biti. Ok, Matej, radijski posebnež, izvoli, vem, da te ščemi, da imaš še polno vprašanj. Ja, ko smo se pogovarjali o koncertih, me zanima, če imate morda kak poseben ritual pred koncertom, kot zasedba skupaj. Se tvori nek runner, vzklik na začetku. Ja, Neli vedno manjka, ker gleda Netflix serije, ampak ja. To je ritual. V bistvu Neli skoraj na vsako tonsko pride z viklerji. Ja, ok, to pa je naš ritual, ja. To pa je naš ritual. Jaz pridem, oni se smejijo. In probamo zdaj, da še to spravimo, da Vikler obdrži do nastopa. Ja. Vikler pa kopalni plašč? Ja, ok, dobra ideja. Ful dobra ideja. Ja, pa še taki veliki, žametni rdeči fotelj, recimo, ne? Pa fajfo. Kozarec rdečega vina. Tako. Pa zdaj še novi ritual, ne? Pa poleg, pa gledaš kar Netflix med koncertom. Ja. Rešeno.
Okay, hvala lepa zasedba Runner, Dominik, Tadej, Marko in Neli. Hvala lepa, da ste si vzeli čas. Čestitke še enkrat za MMS, da ste poharali. Čestitke za nov komad, za nov video spot. Idite gledati, poslušati na vseh pretočnih platformah, ste sklepam, ne? Tako da vas komot najdejo dan danes v 2026. Hvala lepa, lepo poletje vam želim, pa se slišimo verjetno spet septembra, ne, oktobra s kakim novim komadom. Definitivno, najlepša hvala. Hvala, adijo. Adijo. Fras in Medvard.